Spoštovani, dober večer in lepo pozdravljeni. Lep nasmeh vedno pride prav, kaj pravite? Še posebej takrat, ko vam malo zmanjka besed. Kaj pa recimo takrat, ko veste, kaj želite povedati, pa stiskate ustnice in skrivate zobe, ker vam je nerodno? Temu je namenjena nocojšnja oddaja Halo, zobozdravnik, v kateri vas že zdaj vabimo, da sodelujete tudi vi z vašimi vprašanji, na katera bo odgovarjal strokovnjak, doktor dentalne medicine, in sicer Jure Robič. Dober večer. Dober večer, pozdravljeni. Kako se počutite? Imate kaj treme, tako kot jo imamo mi pri vas v ambulanti? Vedno je dobro imeti neke pozitivne treme, ni prehodov, ampak verjamem, da nam bo skupaj s gledalci uspelo ustvariti eno prijetno oddajo, prijetno vzdušje, da bo tudi moja trema minila. No pa nam zaupajte, kako se vi tega lotevate, ko pacienti čakajo na vaše stole? Predvsem imamo v ordinaciji usposobljene asistentke, da znajo ljudi pomiriti. Hkrati pa morate vedeti, mi s tem delamo vsak dan. In za nas je vse rutina, vemo pa, da za paciente ni. Ampak s tem, ko pacient čuti neko zaupanje, ko se vzpostavi sistem zaupanja, tudi ta strah zgine ali pa ga je mnogo, mnogo lažje premagati. Ključna pri vseh zdravstvenih posegih, terapijah, čemarkoli, sta pač zaupanje in še enkrat brezpogojno zaupanje v terapevta. Drugače je vse skupaj praktično izgubljeno, že na začetku. No in to zaupanje vi nudite v zobozdravstvenem centru Diamant. Povejte nam na kratko, kakšne vse storitve ponujate? V bistvu vse, kar se tiče zob. Naša glavna dejavnost je pač splošno zobozdravstvo. Vse od konzervative za tiste, ki so že izgubili kakšen zob in ga morajo nadomestiti, ga nadomestimo s protetiko ali z implantologijo. Tiste, ki imajo vse zobe pa malce bolane, pozdravimo. Kdor ima težave z dlesnimi, se ga pač lotimo tam, kjer je težava s paradontologijo. Kakšen zob je treba včasih tudi zdreti, tistega zdremo. Skratka, trudimo se, da bi nudili pacientu vse na enem mestu. Se pravi, od prvega stika, prvega pregleda, kjer se napravi rentgenska slika pod našo streho, do prvega pregleda, načrta zdravljenja in potem tudi dolgoročnega plana vzdrževanja nekega stanja. Poskušate pa čim bolj pozitivne zgodbe ustvarjati, ne? Ja, seveda, to je cilj vsake ordinacije, ne. Mogoče bi se malo bolj podrobno nocoj lotila parodontoze, precej pogost pojav ali pa bolezen, če ji lahko tako rečemo. Kaj pravzaprav to je in kako se je vi lotevate? Parodontalna bolezen na kratko je bolezen obzobnega aparata. Se pravi, vsak zob je v čeljustno kost vpet z vlakni, zob ni v kosti povsem fiksen, tako kot je na primer implantat, ki ga notri všraufamo in ga kost sprejme kot svojega, ampak zob ima v kosti neko določeno fiziološko podajnost. Kost samo pa prekriva zobna dlesen, ki se ravno tako preko cementa pripne na zob in onemogoča dostop bakterijam, slini, hrani do kosti. Kadar pa pride do porušenega zdravja v dlesni, to pomeni, da je dlesen odstopila od zoba, v tej odstopli dlesni nastane žep, v katerem se potem nabirajo bakterije, notri se nabira zobni kamen in to vse vodi v vnetje dlesni, ki se vidi s neko krvavitvijo. Na drugi strani se pa kost odmika stran od vnetja. Zelo preprosto je recimo pojasnjeno, ob zobu se začnejo nabirati obloge, če mi oblog v doglednem času ne premešamo ali odstranimo, po apniju nastane zobni kamen. Zobni kamen si lahko predstavljamo kot neko spužvo, v kateri imajo domovanja bakterije. In ta spužvasta stvor raste globoko, čedalje globje notri pod dlesen. Dlesen se umika, beži stran, dlesen reče au, beži stran, kamen prodira še naprej in bakterije. Proces je čedalje bolj odmaknjen od oči, ljudje ga ne opazijo in se približa kosti. Kost se v vnetju hoče umakniti, se stopi in kaj se dogaja? Zob, ki bi mogel biti
obrasu z to čeljustno kostjo, izgublja oporo, na koncu se začne ta zob majati in ko pride tako daleč, že recimo zobje, ki imajo več korenin, izgubijo kost do tega nivoja, da je v kosti samo še nekaj korenin in med koreninami ni več kosti, se začnejo majati in tak zob je potem izgubljen. Kot sva že torej razkrila uvodoma, bomo nocoj več povedali o parodontozi. Če imate za to kakšno vprašanje, ga lahko nocoj zastavite doktorju Robiču. Pokličite nas na izpisano telefonsko številko in zagotovo bomo našli kakšen odgovor ali pa rešitev morda za vas. Dobrodošli torej, da sodelujete. Mogoče nadaljujeva s tem, da nam razložite, kako pravzaprav vemo, da imamo parodontozo. Jo lahko sami prepoznamo? Najbolj preprosto je res, če opazujemo svojo ustno votlino in če opazimo pri čiščenju krvavenje, je to že zelo slab znak. Prvi znak je krvaveča dlesen, ki pa ni nujno, da je vedno prisotna. Sploh pri kadilcih se zaradi cigaretnega dima dlesen zadebeli in je manj prekrvavljena. In takšna dlesen potem tudi ne krvavi, vseeno se pa dogaja, da pride do odstopa dlesni, ker kajenje samo je tudi zelo pospešuje parodontalno bolezen, hkrati jo pa maskira in jo ljudje ne opazijo. Tako da, če dlesen krvavi, je to znak za alarm. Ni zdaj vsaka krvavitev avtomatsko parodontalna bolezen, lahko pride do vnetja medzobne papile, to je dlesni med dvema zobema, zaradi tega, ker je med zobema slab stik in se notri nabira hrana, zaradi tega dlesen tam se vname lokalno in pri ščetkanju ali nitkanju zakrvavi. To na srečo še ni parodontoza, lahko pa se tudi iz takega slučaja, kjer imamo ujeto hrano med zobmi konstantno, tam začne razvijati žep in zaradi tega tudi parodontalna bolezen. Pa je običajno, da meritve žepkov delajo vsi zobozdravniki, je to običajen postopek? Tako bom rekel, moral bi biti. To izgleda takole. Pri pregledu zob, Bo naša kamera to pokazala, pri pregledu zob z sondo, ki je lahko ročna, ali pa z neko elektronsko sondo, da dobimo potem tak lep izpis, na 6 mestih okoli zoba izmerimo globino žepa. Se pravi, da vidimo, če je dlesen odstopila od zoba. To vse naša elektronska sonda izmeri in zabeleži in na koncu dobimo takšnole sliko. Kaj zdaj to pomeni? Tukaj, kjer vidimo veliko površino od zobne krone proti globini, to je žep in to je rana. Kar je tukaj z rdečo označeno, je poglobljena globina sondiranja ob zobu. To pomeni mrtev prostor ob zobu, v katerem se nabira zobni kamen, bakterije in pač znak bolezni. In če bi to površino mi prevedli v neko rano, bi bila to rana takšne velikosti. In če bi človek imel takšno rano na kolenu ali roki, bi verjetno takoj stekel k zdravniku in pokazal, poglejte, nekaj ni v redu, jaz krvavim, imam vnetje na koži. V ustih se pa to maskira, zato ker ljudje vedo, da nekaj ni v redu, ampak strah pred boleznijo in zatiskanjem oči je zelo pogosto prisoten. Je del nas vseh. Včasih je tudi obupanje, da se nič ne da narediti. Včasih so ljudje izgubljali zobe veliko prepogosto zaradi parodontalne bolezni. In na tak način, kot če se vrnemo k vprašanju, če je to standardni del postopka, ja, meritev žepkov je sestavni del, bom rekel, stomatološkega pregleda. Ponavadi ni zabeleženo na takšen način, ker zato le potrebujemo malo več časa in opreme, ampak jaz verjamem, da vsak zobozdravnik, ki da nekaj na nase in na zdrave pacientov, ki deluje celostno, seveda pri vsakem pregledu z zobozdravniško sondo preveri okoli vsakega zoba s potegom, ali se kje ta sonda poglobi in na tak način najde žepek. In potem naprej pošlje k ali ustnemu higieniku ali parodontologu na podrobne meritve in diagnostiko. Kako pogosta je pravzaprav parodontoza?
Ta podatek je kar šokanten. Študije kažejo, da pri ljudeh nad 35 letom, ki bi potrebovali parodontalno zdravljenje, tu govorimo o čiščenju zobnega kamna in globokem čiščenju poddlesni. Se pravi, da ima vsaj na enem ali dveh mestih globino tega žepka večjega od 4 mm, v skoraj da 96-97%. Ne moramo si predstavljati. Ne pomeni to, da ima vsak grozno veliko razširjeno parodontalno bolezen, ampak da ima začetek in potrebuje parodontalno terapijo. Bova nadaljevala takoj, ko sprejmeva en telefonski klic. Dober večer komu. Dober večer. Pozdravljeni. Kdo je z nami? Jo, Matej iz Celja. Jaz imam eno vprašanje. Imam probleme z zobnim kamnom. Ja. In zmeraj več, nimam problemov, z izpadanjem še, staršem že preko 50, ampak me pa zanima, kaj priporočate, ali to pri hrani, z mirom pogosteje se mi nabira, z letim, čeprav redno umivam, zobni kamen. Kaj priporočate, kaj bi bilo? Hvala lepa za vaš klic, bomo odgovorili. Lep večer. Kako? Okay, ja, vam. Lahko gledate. Lep večer vam želimo. Gospod Matej, hvala za vprašanje. Lahko vas potolažim, da niste edini s tem problemom. Zobni kamen je nekaj normalnega. Kar pa lahko vi sami naredite, da vam ne bo potrebno tega zobnega kamna tako pogosto čistiti, je pač uporaba prave zobne krtačke in pripomočkov, morda tudi kakšna električna sonična zobna ščetka. Da pa pojasnimo še vzrok. Gospod Matej je rekel, da ima čedalje pogosteje nabiranje zobnega kamna. Poglejte, vsaka bolezen je ponavadi takšna, da na začetku napreduje počasi, tudi parodontoza je takšna. Na začetku gre počasi. Se v 10 letih žepki okoli zoba povečajo mogoče za 1 mm. V naslednjih 10 letih se povečajo za naslednja 2 mm, na kakšnem mestu še bolj. In s tem, ko se poveča globina sondiranja, velikokrat dobimo tudi odmik dlesni. In mi imamo del zoba, ki bi moral biti pokrit z dlesnijo, ki je pri zdravem mladem človeku, je zob krajši, je pokrit, se na tisti del ne nabira, ker sama sklenina je veliko bolj gladka, kot je tisti del zoba, ki je že sestavni del zobne korenine, ki nima zaščite s sklenino. Ko mi dlesen, ko se umakne, se zobni cement raztopi in imamo v bistvu mi razgaljeno zobno korenino, zobni dentin, ki je bolj hrapav in bolj primeren za nabiranje bakterij in da si lahko bakterije tiste svoje tvorbe v obliki spužev pritrdijo na sam zob. Hkrati se s tem, ko se dlesen med zobmi niža, poveča tudi medzobni prostor. Pri zdravem človeku, kako bi to pokazali, ta medzobna papila, če lahko mogoče približamo, zapira medzobni prostor. Vidimo, je ta zobni trikotnik zaprt z dlesnijo. Z leti se dlesen poseda in ta trikotnik postaja čedalje večji. In v tem trikotniku je več prostora za nalaganje bakterij in tega bakterijskega biofilma mehkih oblog. Če pa mi teh mehkih oblog v 48 urah ne uspemo odstraniti ali vsaj dobro premešati, bodo poapnele, ker se karbonati iz sline naložijo noter, nastane dobesedno apnenec in te obloge poapnijo. In to je vzrok, zakaj se zdaj z leti povečuje nastajanje medzobnega tega kamna v medzobnih prostorih. Zato, ker imamo več možnosti za retenco mehkih zobnih oblog, ki lahko potem privedejo v poapnitev. Hkrati, morda tudi ljudje motorika v roki z leti peša. Moramo si priznati, da mlad človek, pa starejši, čeprav gospod še ni tako star, ampak
vidi se recimo, da desničari na levi strani umijemo zobe boljše kot na desni. Zato marsikdaj rečem pacientu, ste levičar. Kako ste vedeli? Ja, ker vidim, da imate drugačen vzorec umivanja, da se na drugi strani vam ostajajo mesta ali pa recimo na nebni strani. Lahko je pa še drugi razlog, tudi. Če zobni kamen ni temeljito odstranjen oziroma če niso zobje po čiščenju zobnega kamna zapolirani, da ostane neka hrapava površina, se bo na hrapavi površini kamen veliko hitreje ponovno nabral, kot na gladkem zobu. So kar temeljito odgovorila našemu gledalcu oziroma poslušalcu. Ja, pa še, hrana, ko je pa še vprašal za hrano, hrana sama načeloma ne vpliva. Slina, morda se lahko kemijska sestava sline zaradi prehrane spreminja, ampak na tem mestu ne bi mogel dati nekega pametnega nasveta. Kar je v bistvu dobro za nas, kar pomeni, da moramo dobro čistiti, ne pa toliko paziti na prehrano. Bova sprejela še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Marjeta iz Vranskega. Pozdravljeni. Dober večer. Boste postavili vprašanje? Ja, mene zanima, namreč preobčutljive zobe imam na hladno, na sladko, na mrzlo. Bila sem pri svojemu zobozdravniku, mi je naredil ortopan, vse pogledal, mi je rekel, da v bistvu nekih posebnosti ni in mi je pač predpisal Senzodin to zobno pasto in še predlagal mi je, naj uporabljam eno zobno vodo, tudi za preobčutljive zobe. Tako. In to zdaj že nekaj časa traja, pa še kalcij mi je predpisal, kalcij za zraven. Zdaj pa nekaj časa to že traja, nekega izboljšanja ni. Pa me zanima, še lahko kaj naredim v zvezi s tem, ali je to to. Hvala lepa. Nimam pa kariesa ali karkoli na pretero spodnjih zob, na spodnjem čelusti. Hvala za vprašanje. Hvala. Imate bolezen sodobnega časa. Zakaj nam zobozdravnikom ne bo zmanjkalo dela? Zato, ker v preteklosti so ljudje izgubljali zobe zaradi parodontoze in še prej zaradi zobne gnilobe. Danes je preventiva na zelo visokem nivoju. Kariesa imamo manj, parodontoze imamo manj. Imamo pa veliko koreninskega kariesa in raznih občutljivosti zob in estetskih posegov. In problem, ki ga gospa opisuje, je v bistvu tudi povezan z našo današnjo temo. Pri njej je prišlo po vsej verjetnosti do spusta dlesni. Del zoba, ki je bil prej pokrit z dlesnjo, je sedaj razgaljen in ta del skeli, ker ni zaščiten z zobnim cementom in dlesnjo, kot bi moral biti v normalnem zobnem aparatu, ustnem aparatu, in na ta način so zobje, ki so živi, skelijo na dotik s kakšnim hladnim elementom, na kemične dražljaje v hrani, na toplo vroče. In nažalost je to problem, ki dosti frustracij povzroča tudi nam zobozdravnikom. Čedalje več pacientov imamo s tem problemom, rešitev je pa malo. Vaš zobozdravnik vam je že predpisal uporabo zobne paste Senzodin, ki zares deluje proti tem problemom. Kar lahko dodam, je morda naj poskusi pasto nanesti na zobe in pustiti minuto učinkovati. In naj poskusi tudi več teh zobnih past Senzodin, če lahko tudi reklamo naredimo, konec koncev je dober produkt. Tudi jaz jo pač svetujem za uporabo pacientov, ker deluje. In s tem, ko jo bo nanesla na te občutljive zobne vratove, za dalj časa v večji koncentraciji bo povečala učinek. Sama lahko pa na drugi strani s prehrano tudi pomaga zobom, da bi se, bom rekel, sami od sebe ščitili. Vsak zob ima v sredini živec, zobno pulpo.
in ta živec reagira na dražljaje, na kislo, vroče, mrzlo. Če bojo tehniki lahko povečali tole čeljust, bi mogoče lahko tudi živo takole pokazali. Na tej modelu čeljusti imam tale zob, ki je izrasel. Tu bomo poskusili pokazati, kaj se zgodi z zobom, ki izraste, ali pa kjer se dlesno makne. Vidite, ta del zoba, ki bi moral biti pod dlesnjo, je izpostavljen v ustno votlino in je izpostavljen vsem dražljajem. Hkrati lahko pa zaradi tega pride tudi do kariesa. V samem zobu imamo živec, ki je tukaj označen z rdečo barvo. Ne vem, če se bo videlo. V glavnem, s tem, ko imamo mi v ustih vsem dražljajem izpostavljen del zoba, ki bi moral biti zaščiten, lahko s prehrano pomagamo samo toliko, da se zob s kislo hrano vsakič znova ne pojedka okrog in okrog in zaradi tega pridejo te dražljaji do teh tubulov. Zob je namreč ni tako kot steklo zaprt, ampak če bi ga pogledali pod mikroskopom, so notri kanalčki. In preko teh kanalčkov dobi zobni živec, pulpa, informacije o tem, kaj imamo mi v ustih, ali vroče, mrzlo, kislo. Zobna pasta Sensodyne deluje na ta način, da zapira te tubuluse in s tem zmanjša občutljivost živca, ki s takimi repki v tem tubulusu noter migeta in dobiva podatke o dražljaju, ki jih mi potem v možganih razumemo kot bolečino. In na ta način, če se bo izogibala pretirano kisli hrani, se pravi, to so soki agrumov, tudi močna solata deluje kot neke vrste kislina, ki pojedka to zobno površino in je zaradi tega še bolj občutljiva, bo s časoma se zobu pomogel, da bo manj občutljiv. Lahko se pa zgodi problem, recimo, če hočemo zdaj pojasniti problem, zakaj imamo na občutljive zobe, lahko je to zaradi staranja, odmika dlesni, neke vrste parodontalnega obolenja. Drugo je pa tudi zaradi ščetkanja s premočno ščetko. Ko mi z mehansko travmo, če imamo močno trdo ščetko, ki so bile predvsem v preteklosti zelo popularne, da dobro očistijo, smo mi dobesedno dlesen zribali od zoba. Smo jo stanjšali, je odstopila in smo razgali ta zobni vrat. Hkrati smo pa tudi zobni vrat za abrazivno pasto in trdo ščetko obrabili, da vsi dražljaji še bližje pridejo k zobnemu živcu in zaradi tega še več težav. Tako da obstajajo premazi, s katerimi lahko te zobne vratove v bistvu desenzibiliziramo. Ponavadi držijo te premazi nekje pol leta, pa jih je treba ponoviti, ampak pomagajo, bom rekel, v veliki meri, zmanjšajo bolečino za cirka 90%. Treba jih je narediti pač v ordinaciji s popolno osušitvijo zob, naredimo premaz, v kakšno uro, dve po posegu pacient ne sme jesti in piti in ima ta učinek v bistvu že v enem dnevu. To je bolj močna varianta, kot je ta zobna pasta. Verjamem, da smo se v teh odgovorih kar vsi po malem našli. Vzela si bova kratek predah in vrnemo se kmalu. Dr. Jure Robič je z nami iz Zobozdravstvenega centra Diamant in en del odgovora naši gledalki bova še pojasnila zdaj po najnem predahu. Tako. In sicer obstaja pa še potem, zdaj smo rekli, simptomatsko zdravljenje, pač to, da pri njenem primeru skelečih zobe impregniramo, da je ne bodo skeleli. Vkolikor je pa to locirano samo na en zob ali dva ali v vrsti 3 zob, se lahko pa tudi z regenerativno tehniko, parodontalno tehniko, dlesen dvigne. Poseg sam po sebi ni prijeten, je eden izmed manj prijetnih v naši praksi. Se pa da tako, da dlesen iz recimo neba ali pa vzamemo umetno dlesen, dogradimo pacientovo dlesen, kolikor so pogoji za to, in pokrijemo te dele zoba, ki jim rečemo mi zobne erozije,
in recesijo dlesni. Recesija dlesni pomeni tam, kjer se dlesen umakne od zobne korenine. Pokrijemo z drugo dlesnijo in na ta način povsem regeneriramo stanje, kot bi naj bilo, da dražljaji do zoba ne pridejo. To je pa potem neka, bom rekel, bolj trajna rešitev. Se pravi, odločiti se je treba in obiskati zobozdravnika. Tako, Ne? ja. Čim prej, tem bolje. Dober večer še nekomu. Dober večer. Kdo je z nami? Ja, tle pa poslušalka iz Celja. Jaz imam pa eno drugo vprašanje. Jaz sem si pa dala mostiček narediti. Svetovali so mi tam v zobozdravstvu mostiček, Ja. zdaj mi je pa še ni 2 leti, zdaj ne vem, 1 leto je bilo, pa Ja. pol, pa mi je pokno. Aha, Zdaj mi pa vi svetujte, kakšna je to možnost, ker sem šla nazaj z zobozdravnikom. da. Preko ne, moramo počakati, kaj se bo zgodil. S tem sem šla domov in tako stala in čakam. A so Hvala ti lepa. vaši zobje majavi, gospa? Kako? Če se kateri zob zelo majavi. jaz sem imela, ne, meni je samo manjko en zob. Ja, Ko mi je pregledal zobe, mi je pač svetoval, da mi bo, Mostiček. jaz mislila zaradi tistega enega zoba, da bi se dal kak vsatek narediti ali karkoli, ampak glejte, po njegovem naročilu, Sta se tako odločila mi je za mostiček. Tako, ja, pa mi je zbruso, Tako, to je običajen Tako, postopek. tako. Za mostiček moramo zbrusiti 2 sosednja zoba nosilca, na katerega potem damo mostovno konstrukcijo, se pravi 2 Tako. nosilna zoba in vmes člen ali 2. Poglejte, gospa, v primeru, da se ta mostiček zlomi, je treba najprej ugotoviti vzrok. Lahko je vzrok v materialu. Zdaj ne vem, ali gre tu za neko kovinsko keramiko ali fasetiran mostiček ali gre za polno keramiko. Včasih zaradi napake v materialu, material poči in mostiček se zlomi. Lahko je pa vzrok preobremenitev in vzrok v spet temi naše oddaje parodontozi, da Ja. ti zobje, nosilni zobje niso v ustih, v kosti povsem čvrsti in imajo neko podajnost. In zaradi te povečane podajnosti potem tudi material v mostičku se utrudi in poči. Zato bi bilo, zdaj boste verjetno s svojim zobozdravnikom preverila stanje teh vaših zob, v primeru, da je problem v materialu, Ja, boste ja. pač verjetno pač naredila nov most pod neko garancijo. Zdaj ali to pa, bo a dogovor. veste, kaj me zanima? A je to ena določena doba, da mi ne smejo narediti prej? Jaz bi To je ravno rekel, da tako, se mislim, naredi kot- čim kot prej, pri da ne očalih, no. povzroči. Aha, mislite na zavarovalnico. Tako, Poglejte, tako. tu vam težko dam nek povsem točen dogovor. Ja, Odgovor, ne vem, kako dolgo je trajalo. Mislim, da je zavarovalna doba, jo predpiše zavarovalnica oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje, kakšna je garancijska doba za protetiko in eno je pa trajnostna doba. A ne? In tu boste pač svojim zdravnikom ugotovila, ali ste upravičeni do garancijskega popravila. V primeru, da ne, pa žal, ja, če je trajnostna doba za mostiček 5 let, vam na zavarovalnico pripada vsakih 5 let. Ampak se pravi, teh vprašanj glede zavarovalnice bi se jaz izogibal, zato ker že od leta 2014 nisem v javnem sistemu in po pravici povedano ne poznam več dobro sistema, kako deluje. Je pa za drugo mnenje morda Tako. odgovoril. Doktor Robič, dober večer še nekomu? Imamo še kakšen telefonski klic? Bomo preverili, menda imamo še nekoga na zvezi, pa bi ga morda sprejela. Ali pa se bova raje takole pogovorila. Imamo telefonski klic, dober večer. Ne bomo pustili poslušalcev in gledalcev čakati. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, Pozdravljeni. le Franci pri telefonu. Povejte. Ja, me zanima, jaz imam protezo zgoraj, ne? Ja, Zdaj pa ta proteza mi dol pada, ne stoji gor. tako. Kaj je to vzrok, da bi Okay. da ste se premikala, da bi jedla kot normalno jedlo, a ne pa vse. Tako, totalna proteza v zgornji čeljusti je pač proteza, ki se prisesa na zgornjo čeljust. Po nekem času se kosti stopijo, je ta vakuum slabši. Različno je tudi od tega,
koliko mesa, kako debela dlesen je nad kostjo. Pri nekom s tanko dlesnijo bo težje nosil totalno protezo kot nekdo z dobro, ki se lepo podaja in proteza dobro prisesa. Ampak druge mehanske retencije totalna proteza žal nima. V primeru, da hočete učvrstiti to totalno protezo, je možna podložitev, s katero se ponovno naredi podloga, s katero se prisesa na ustno nebo in dlesen. Druga možnost je, da si jo pač prilepite z namenskimi lepili, ki imajo spet svoje dobre in slabe stvari. Tretja možnost so pa pač zobni vsadki, implantati, s katerimi se lahko to protezo podpre. V tistem primeru potem tudi ne potrebujete več neba, lahko imate fiksne zobe. To je postopek, ki ga delamo rutinsko, ni noben bav, v bistvu majhen kirurški poseg, jaz rečem, to je nekje v primeru, da so vsi zobje že izpuljeni, da ima človek že totalno protezo, v 45 minutih ustavimo 4 zobne vsadke, na katere potem lahko skoraj vedno že takoj namestimo fiksne zobe, ki jih naredimo v roku enega dneva. Edina omejitev je, da 2 meseca je potrebno jesti bolj mehko hrano, to so riž, testenine, juhe in take stvari. Jasno. To je to. To me zanima, zdaj iz mene je že tole podložil, ne, proteza pa ni nič bolj. Poglejte, najboljše, če boste hoteli dobiti nazaj funkcijo, popolno bo pač treba zobnimi vsadki. Jaz tu potem vsakemu predlagam pač fiksne zobe, druga varianta je pa proteza na klik, ki se jo da odstraniti. Je tudi veliko boljša zadeva kot totalna proteza, ampak najboljša, najboljši standard je pač fiksni zobje, ki so privijačeni na 4 vsadkih. 4 vsadki so zdaj vse študije kažejo dovolj v eni čeljusti. Tudi cena posega je zdaj dosti nižja, kot je bila v preteklosti. In to je pač stvar, ki res vsakodnevno že delamo, tudi v našem centru. Tako da. Hvala lepa in sprejela bova še en telefonski klic. Dober večer, komu? Ne, zdaj smo ga pa očitno izgubili. Samo še tole bom vprašala. Mogoče se parodontoze res malo izogibamo, ampak po drugi strani ima pa vplive tudi na druge organske sisteme, se pravi ne konkretno samo na zobe, pa se morda zaradi tega potem odločimo obiskati zobozdravnika. Na kaj vse lahko vpliva? Ja, nezdravljena parodontalna bolezen zelo negativno deluje na sladkorne bolnike. Sladkorni bolniki so bolj podvrženi parodontalni bolezni, hkrati pa nezdravljena parodontalna bolezen povzroča, da potrebujejo, sploh tisti, ki so že na inzulinu, več inzulina. In ko se njim uredi parodontalna bolezen, tisti sladkorni bolniki potem potrebujejo dosti manj inzulina ali pa ga celo izgubijo. Ker to je parodontalna bolezen, kot sem prej pokazal, to je rana takšne velikosti. In ko to pozdravimo, da ni več vnetja, je tudi jaz pač vsakmu tako povem, te bakterije krožijo po telesu, krožijo po krvožilju, grejo do srca, se lahko na zaklopke primejo. Skratka, to je del nas, ni izoliran proces v ustih, ampak je del sistema. Tudi pri nosečnicah dokazano je, da nezdravljena parodontalna bolezen vpliva na porodno težo otroka, da je porodna teža otrok precej nižja, statistično nižja in tudi tveganje za prezgodnji porod povzroča. Zanimivo je tudi, v nosečnosti vemo, se veliko, nosečnic se oglasi v ordinaciji, imam probleme s krvavečimi dlesnami. To ni nič nenavadnega, potrebujejo samo malo več skrbi. V nosečnosti namreč zaradi imunske oslabljenosti nosečnice bakterije v obzobnih žepih lahko bolj delajo, bolj aktivno, nemoteno delajo probleme, vnetje, in to vnetje se vidi v krvavečih dlesnih. Zato vsem nosečnicam priporočamo redno čiščenje zobnega kamna. Tako kot vsakemu. Vsak bi moral vsaj 2-krat letno si dati profesionalno očistiti zobe. Bova na tej točki zaenkrat zaključila. Sprejmiva telefonski klic. Dober večer, komu? Pozdravljeni. Zdravo, Tomas Preparate. Dober večer. Povejte, kaj vas zanima? Jaz bi vprašal, da li se nad dlesnimi gore taka 2 bulice sta se pojavila pri dlesni, ne boleče. Ja, v redu. Hvala za vprašanje. Problem oziroma simptom, ki ga navajate, je fistula.
To pomeni gnojni mehurček, ki se občasno predre in steče gnoj v ustno votlino. Vzrok za to je kronični parodontalni periapikalni parodontitis. Zdaj pa to prevediva. Tako, ali granolom. Oziroma vnetje obzobnega. Ko se zaradi zobnega kariesa, karies približa živcu, živec zaradi dražljajev odmre. To je takrat, ko se ponavadi čuti huda bolečina, utripanje v zobu, nato pa zadeva mine. Čez dan, dva mine. Pogosto se to ignorira, je bolel in je nehal. Ampak zobni živec odmre, razpade in ta razpadni produkt tvori kronično vnetje na vrhu zoba, na zobni korenini. Če lahko tehniki približajo, lahko na tem modelu prav pokažemo, če bi šlo tole korenino, tele rdeče pike, ki so tukaj nakazane na korenini, to pomeni vnetje kronično. Na ortopanu se to vidi kot črna pika nad zobom. To je dobesedno luknja v kosti. Tam se dela neko kronično vnetje, ko pa ta gnoj steče skozi kost, si najde pot ven, vidimo mi bulico na dlesni, ki se predre in steče ven. In to je asimptomatsko, oziroma ni asimptomatsko, simptomi so, ampak ne boli in zato se to ignorira. Lahko se to dogaja tudi ob zobu, ki je že bil zdravljen endodontsko, ko so bile zdravljene zobne korenine, čiščeni zobni kanali, odstranjen živec in napolnjeni, ampak to ni zdravljenje, ni uspelo, bodisi zato, ker kanali niso bili povsem očiščeni, niso bili najdeni vsi kanali, ali so pač ostale v kanalu še vedno bakterije, ki dražijo in povzročajo vnetje. To bulico jaz svetujem zdaj gospodu, da se pač oglasi do zobozdravnika, ki bo napravil rentgenski posnetek zoba, na katerem se bo videla ta lezija na vrhu korenine. Potrebno bo pa to koreninsko endodontsko zdravljenje, ki ga upravimo bodisi s takimi ročnimi inštrumenti z iglicami ali pod mikroskopom z bolj napredno tehniko. Skratka, da se pozdraviti, ni to zob izgubljen. Imamo še en telefonski klic. Dober večer komu. Dober večer. Pozdravljeni. Tu pa kričem Jožek. Povejte, kaj vas zanima? Ja, mene pa nekaj zanima za nekaj. Jaz imam eno vprašanje za njega. Izvolite. Kar povejte, izvolite. Dober večer, mene pa nekaj zanima. Jaz si vsako večer, pred spajanjem, preden grem spat, si redno umivam zobe na zgornji strani, pa na spodnji strani. Za mene nekaj zanima, zakaj meni iz čeljuste teče kri. Hvala. Hvala za vprašanje. Vsako večer mi teče zobe, kri mi izteče iz lesni. Razumem. Je to narobe? Rednemu umivanju. Tako, jaz vedno rečem, pri parodontalni bolezni smo mi v ordinaciji s pacientom nekaj ur. Potem je pa pacient sam doma in mi moramo pacienta naučiti, kako pravilno čistiti zobe. Jaz verjamem, da si čisti zobe, ampak mogoče ni pravilna tehnika, mogoče nima prave zobne ščetke, mogoče nima pravih dodatnih pripomočkov. Hkrati pa, če on nima očiščenega zobnega kamna in če ima prisotne obloge pod nivojem dlesni, jih žal ne more odstraniti. Če je žep ob zobu večji od 3 mm, je dokazano, da ga vi s čiščenjem doma ne morete več očistiti. In žepki, obzobni žepki nad 3 mm potrebujejo zdravljenje. S posebnimi inštrumenti se zobna korenina očisti, da se odstrani ta nekrotičen gnil zobni cement in zobni kamen, hkrati se počisti tudi vneta dlesen, da se potem nova dlesen sprime na zob, da se zobni žepek zmanjša na normalno. Želimo si tam okoli 2 mm, do 3 je normalno, kar je nad 4 potrebuje zdravljenje. Tako da, gospod, jaz vam svetujem pregled pri zobozdravniku, diagnostiko in čiščenje kamna. Mogoče se dogovoriva samo še tole, glede na nocojšnjo temo, se da parodontozo zdraviti? Parodontozo se da zdraviti, lahko se jo ustavi. Vprašanje pa je, če jo lahko povsem pozdravimo, oziroma
težko pri napredovali periodontalni bolezni nikoli več ne moremo spraviti na nivo, kot je bila na začetku. Ker ko je kost enkrat izgubljena, ko pride do neke horizontalne resorpcije, ko se ob vseh zobeh kost zniža za 2-3 mm, tu je praktično nemogoče kost dograditi. Cilj pri takšnih pacientih, ki imajo kronično bolezen, je, da jo imamo pod kontrolo, da zmanjšamo število žepkov od zobeh z našimi posegi in pač zmanjšamo krvavitev in pacienta pripravimo na to, da lahko doma vzdržuje. Mimo moramo v ordinaciji narediti pogoje, očistiti temeljito, narediti pogoje, da bo vse gladko, ga naučiti, kako čistiti in potem on mora to doma vzdrževati. In pri kritičnih, takšnih, ki potrebujejo več čiščenja oziroma več naše pomoči, to pomeni, da morajo tudi 3-krat letno priti na čiščenje kamna. Konec konca je to najcenejša, preventiva je najcenejša. Če bi si vsi čistili zobni kamen 2-krat letno, jaz vam povem, da mi bi imeli pol manj dela. In karkoli bi bilo v pol leta, ni noben karijes tako napredoval, da bi potrebovali zdravljenje koreninskih kanalov, da bi imeli potem granulome in draga zdravljenja. Žal je tako v zobozdravstvu, da začetni problemi so poceni, če dalje večje, ko so, je žal, če dalje dražje. Pa se deva lotiti še 2 mogoče največjih skrajnosti, laserski posegi, ki so zelo moderni, domače zdravljenje s kakšnimi zelišči. Vaš komentar na to? Bom začel z domačim zdravljenjem, razne kamilice, žajbelj ne škodijo, bolj pa priporočamo pri pacientih s kronično periodontalno boleznijo uporabo posebnih ustnih vod, ki vsebujejo klorheksidin, ki ni antiseptik, ampak je pač sredstvo, ki onemogoči delovanje teh bakterij, ki jih pobija dolgoročno. Ni antibiotik, no, je antiseptik. Hkrati pa lasersko zdravljenje periodontoze je, bom rekel, zelo moderno. Mi ga izvajamo že od leta 2012. V ordinaciji smo imeli vse od erbijevega do diodnega laserja. Rezultati so dobri, ampak vedeti moramo, še vedno je osnova temeljito očiščen zobna površina, zobna korenina. Vkolikor se na korenini zadržuje zobni kamen, noben laser tam ne more pomagati, dokler mi bakterije ne odstranimo, dokler jim ne odstranimo te strukture spužvaste. To se sicer da z laserjem narediti, ampak je po pravici povedano zelo težko. In na koncu je pri zdravljenju periodontalne bolezni še vedno zlati standard pri napredovali reženska operacija, ki se sliši hudo, pa čeprav poseg ni tako grozen. To je pač, ko mi odmaknemo dlesen zato, da vidimo in s prostim očesom vidimo z lupami ali pa mikroskopom celo površino zoba, ga očistimo z ultrazvokom in posebnimi inštrumenti, ostrimi inštrumenti, ki se jim reče kirete, da te konkremente na zobni korenini odstranimo in potem nazaj prišijemo in na ta način zmanjšamo žep. To je še vedno zlati standard. Laser je kot nek pripomoček, ni pa čudežen. Jaz mislim, da veliko ljudi zdaj v strahu pred operacijo beži in od nas zahtevajo laser. Ampak jaz vedno rečem, ja, laser, imamo vse možnosti, ampak povem, osnova je odstranitev oblog. To se lahko z laserjem naredi, ampak povsem zaprto, brez operacije je to narediti težje. Sama dezinfekcija je z laserjem uspešna, ampak kot sem rekel, nič nam ne pomaga, če še vedno pustimo kje kakšen konkrement, ki potem draži. Tako da standard je še vedno mehanska odstranitev in očiščenje zob. Dr. Robič, če povzameva nocojšnjo oddajo, je torej najboljša preventiva in redno obiskovanje zobozdravnika? Tako, se pravi, z roko v roko gremo redno čiščenje zob doma, po navodilih ustnega higienika ali zobozdravnika in 6-mesečne kontrole in vzdrževanja pri zobozdravniku in na ta način se bomo praktično izognali vseh ali pa skoraj vseh problemov v ustni votlini in se lahko potem bolj nekim estetskim olepšavam predajamo, da bo naš nasmeh še lepši, ne samo zdrav.
Mi pa se vidimo veliko prej kot čez 6 mesecev, Tako, midva se prihodnji teden, v Naslednjo sredo. sredo, ob istem času. Z nekaj nocojšnjimi temami, ki so nam ostale in pa seveda z nekaterimi novimi Tako. zobozdravstvenimi težavami. Vabljeni, da se nam pridružite, povprašate zobozdravnika za mnenje in seveda skrbite za svojo preventivo, ki je bistveno boljša kot kurativa. Lep večer želim in lahko noč. Lahko noč.